Dober večer, oziroma se je še dan. Namreč, sem se tlele sred narave stacionirala. Sonce direkt sije, ampak drugače se ne morem postaviti. In zaradi tele rožice tlele, upam, da se jo vidi v ozadju, ametistasta možina, sem vas povabila zraven. Prišlo je na vdih, rekla sem, da bom počivala te dni. Ampak pri cvetnih esencah je vse tako zelo nepredvidljivo in popolnoma nič ni linearno. In ko sem danes dopoldan pravzaprav šla na sprehod z Odijem, sem videla, da so tam, kjer je bilo prej zagrajeno, podrli in sem rekla, ok, grem pogledat, kam se pride. In za tole možino sem vedela, da bom delala esenco, nikoli pa ne vem, kje bom najdla rožo oziroma kje bom najdla esence. Ne boste verjeli, tle je celo polje teh možin, oziroma cel travnik poln in že ko sem hodila, sem dobila določene vtise. Vtisi, ki sem jih dobila o tej rastlini, so bili, da ima toliko ljudi s tem težave, kar pač ta roža ponuja, da enostavno je že samo to, ko se začnemo povezovati z rastlino, lahko zdravilno. Vas povabim, da sodelujete zraven, namreč, ko se bomo povezali z energijo rastline, ni časa in prostora. Se pravi, tudi tisti, ki boste gledali posnetek, se lahko vključite zraven in dobivati boste začeli določene vtise, dobivati boste začeli določene slike in vas povabim, da jih delite da jih pišete spodaj, da nič ne berete dosti, kaj drugi pišejo, ampak da res se prepustite svojim. Prva stvar, ki sem jo dobila za tole možino, že takrat, ko sem dobila idejo, da jo bom naredila, oziroma ko je prišel ta navdih, je bilo, da bo za grleno čakro. Okay. Ja, dobro, modra barva grlena čakra. In če si pogledamo cvet, tlele je ena čist zraven, upam, da jo vidite. Tale, špika, evo, tole je. Ne vem, koliko se vidi, nekaj se vidi verjetno. Tele špice in trnje in ta njena suhost in tako spominja na tisto, kar nas zadrgne v grlu, kar ne moramo govoriti, tako, kot bi bilo treba, kar nas tlele v grlu. Se pravi, z izražanjem, ko nas grlo zafrkava, ko enostavno nas glas zafrkava, ko se ne moramo izraziti tako, kot bi želeli. Potem pa danes, ko sem se tukaj sprehajala, je prišlo pa, da to presega samo izkušnje tega življenja, da zna ta rastlina rešiti tudi prejšnja življenja in vrgla me je direkt v Atlantido. Od Atlantide naprej, oziroma tudi že v času Atlantide, so se začeli, programi, ki govorijo o tem, da se je nevarno izražati, da je nevarno govoriti resnico. In zagotovo vas je med vami veliko, ki se bojite izraziti, ki se bojite povedati kakšno stvar, ki se bojite sebe pokazati, ki vas kar v grlu zadrgne. Tako da, če se prepoznate, napište ja, napište, da imate tukaj tudi vi morda to težavo oziroma da je to nekaj, v čemer se prepoznate. Vidim, da všečki letijo, ok, se pravi, vse prepoznate v tem delu. In to je, jaz imam občutek, da je to tako razširjeno sploh med starimi dušami in tiste, ki ste stare duše, veste, katere ste, ker v tem ni dvoma, ker se čutite kot stare duše, da enostavno je to nekaj, kar je tudi v kolektivnem noter prisotno. Poznate tisti suh občutek, ki vas zadrgne v grlu, ne? In tudi regresije velikokrat pokažejo, oziroma tisto, kar sem jaz doživela in pa tisto, kar sem tudi delala za strankami v regresijah, je, da je bil velikokrat prerezan vrat
ko so govorili resnico, ali pa smo bili obešeni, ali pa nekaj vezano na vrat, glava preč, te stvari. In to ostane kot avrična brazgotina. Kot avrična brazgotina ostane ta zapis, zato ker je to tako velik šok in za telo in za dušo, da tudi v naslednjih življenjih to še nagaja. In dobila sem občutek, da prav ta esenca iz ametistaste možine to lahko ozdravi oziroma to lahko zaceli. Tako da tisto, kar bi vas jaz želela danes povabiti, je, da se povežete z esenco te rastline. In jaz bom tudi zdaj en tak kratek uvod naredila. In potem vsi tisti vtisi, ki pridejo, vas povabim, da jih res upišete spodaj v komentar. Zdaj, ko gledam tudi to cvetko, oziroma če jo tlele odzadaj za mano vidite in jo dobro pogledate, so tele njeni v bistvu, ko gledajo ven, ko eni taki meči. Se pravi, zelo neka taka ostra energija, zelo v bistvu odsekano, odrezano, nič prijetno. Jaz čutim, da niso prijetne stvari in vse sorte smo dali čez kot duše. Vse sorte izkušnje, sploh v srednjem veku. Veliko žensk nas je bilo označenih kot čarovnice zaradi takšnih in drugačnih znanj, sposobnosti in zmožnosti. In povabim vas, da zaprete oči, naredite globoko dih in izdih in položite eno roko na srce, vsem katero, eno roko na srce, eno pa na grlo. In si vizualizirate to rožo, jo pogledate in povabite v svoje energetsko polje, oziroma jaz bom kar tako govorila v ednini, tako kot se ponavadi povežem. Povabim v svoje energijsko polje devo tega prostora, devo te rastline, vile, ki skrbijo za te rastline in celotno energijsko linijo do njenega nastanka. In vse, ki ste prisotne v tej meditaciji, v tej povezavi in vse, ki še boste v posnetku, vas povabim, da se priklopite na to vibracijo, na to frekvenco in si dovolite začutiti, kaj so vaši občutki v grlu, kaj so vaši občutki v srcu in si dovolite, da se sproži proces zdravljenja in transformacije. In si dovolite sprejeti tisti spomin, tisto sporočilo, tisto, kar vam imajo deve in vile za prenesti. In ste pozorni na občutke, ki se pojavijo. In si dovolite, da tolerirate, če pridejo neprijetni občutki. Da je spomin, ki pride tisti, ki pride zato, da se ozavesti in pozdravi. In v središču te cvetlice je nežna, mehka energija, ki so jo dejanja drugih nekoč ranila. In zato si je ta cvetlica nadela močan obrambni ščit. In navzven obrnila svoje meče, svoja rezila, da je ne bi nihče nikoli nikdar več poškodoval.
toda zdaj so drugi časi. Dovoliš si lahko spustiti svoje orožje, dovoliš si lahko spustiti svoje meče, svoje sulice, svoje rezila in vse tisto, kar je iz strahu, da se ne bi bolečina ponovila. Tvoja duša nagnetla okrog tvoje grlene čakre. In vsi občutki, da ni varno spregovoriti, da se ni varno izraziti. Vse to odpade s temi rezili, s temi ščiti, s temi obrambami. In dovoliš si, da zopet sprejmeš vse tiste svoje darove, vso svojo mehkobo, vso svojo lepoto in jo začneš izražati. In sedaj se z notranjim pogledom, z notranjo zavestjo napotiš nazaj, daleč, daleč v zgodovino, v tisti trenutek, ko je ta cvetlica nastala. Ko je ta cvetlica nastala, da bi pomagala razrešiti težave, ki jih duše doživljajo na tej zemlji, na tem planetu. In tisto, kar pride v mojo zavest, je cel kup enih vojn. Cel kup ene bolečine. In ta cvetlica ponuja možnost, da se ta bolečina pozdravi, da skozi izkušnjo te cvetlice začutimo, kaj delamo drug drugemu, ko na katerem koli nivoju mečemo ostro, težko energijo. In si prav zaradi tega spet dovolimo biti mehki, nežni, sočutni. Dovolimo si, da naše obrambe padejo, da naša napadalna, agresivna energija postane mehka, sočutna, ljubeča. In potem pride mir, pride sproščenost, pride veselje, pride razumevanje, odkje izhajajo ostre sulice in energije. In ko zdaj pogledam rožico, ne vidim več sulice, ne vidim več meča, ampak vidim tak lep, če se bo videl, tak lep jarkec,
ki pripelje v bistvu vodo noter, ki pripelje čustva noter, ki pripelje tisto, kar ta sredica potrebuje noter, in je kot ena taka pristajalna steza, ki pride noter. Sprav, ko z drugačno zavestjo, z drugačnim pogledom pogledamo na to rožo, vidimo drugo perspektivo, vidimo vhode, vidimo stranska vrata, vidimo, kako pridejo stvari zraven. Me zanima, kaj ste vi začutili, kaj ste vi dobili, kako se je energija spremenila. Ta sprememba, ki se zgodi, mi da vedeti, da ko smo mi napeti, je vsaka stvar lahko nevarnost. Vsaka stvar nam gre lahko na živce in lahko smo zelo ostri v tem. Ko pa se tudi mi zmehčamo, pa lažje sprejmemo stvari, lažje pridejo stvari do nas, lahko so bolj mehke. In zdaj bi lahko tle sedela in uživala v tej energiji. Tisto, kar čutim, je, da bom naredila verjetno 2 varianti, eno na soncu in eno na luni, ali pa nekaj v zvezi z luno, ker luna je področje nezavednega in da tisto mehkobo, tako da se mi zdi, da tukaj bo nekaj lunastega, ali bo voda na luni, ali bo tudi esenca na luni. V glavnem, zelo mi je všeč tale prostor tukaj, zato ker ni nobenega, kar pomeni, da lahko v miru se esenca dela brez zunanjih vplivov. Ful jih je, res, tukaj je cel travnik, povsod je poln teh možin. Dajte spodaj komentirati, kako ste vi začutili to rožo, predvsem kaj se vam je okoli grla dogajalo, bodite pozorni. In pa tudi bodite pozorni mogoče zdajle dan, 2, kaj se vam bo dogajalo, zato ker ko se priklopimo na esence, se vedno sprožijo določeni procesi. Tako da hvala vsem, ki ste se priklopili na tale video. Jaz bom še malo sedela tle v rožicah, pa uživala v tem sončku. Pol pa ponavadi, ko končam, ratam pa lačna in grem jesti. Tako da zdaj, ker sem se priklopila na energijo te rože, z Devo bova še malo poklepetale. Potem, ko je ta prav trenutek, vem, da moram priti s skledo vode in narediti esenco. Želim vam čudovito potovanje z vsemi cvetnimi esencami, ki ste jih že naročili ali pa jih še boste. Čudovit sobotni večer in čau, čau.